tistega zdravljenja v kliničnem centru se bolj megleno spominjam, ker sem imel pač tudi zelo prizadete možgane takrat. Vem pa za to obdobje pač bolj po pripovedovanju moje žene, ki je dr. Fileković bila neizmerno hvaležna in je še, seveda, ker brez nje ne ve, kako bi preživela tisto obdobje. Pa je pravzaprav dr. Fileković nič ni olepševala stanje, samo vsak dan je bila tam ob 2, ko sta imeli govorilne ure in je pač poročala in že to, da je vedela, da sem v dobrih rokah, je takrat pomenilo ogromno. Mislim, jaz sem že prej cenil to profesijo zelo, ker ko si v stiski, seveda so edini, ki ti lahko pomagajo. Tako da se mi je v bistvu moj odnos potrdil bolj kot spremenil. Jaz mislim, da se ne motim, če rečem, da v bistvu gospod Golob se mene in našega oddelka ne spominja, ker je večji del tega časa prespal. Z ženo sem pa vsakodnevno bila v stiku preko telefona, v živo, ko je prihajala na obisk. In v bistvu, tako kot se v življenju z nekaterimi ljudmi povežeš, sem se tudi z njo od prvega trenutka, ko sva se srečale. In ona je tudi potem, ko je bil on odpuščen iz bolnišnice, skrbela, da sem ostajala v stiku z njegovim napredkom. Ne samo na rehabilitaciji, tudi potem kasneje, vsako toliko časa je poslala kakšno sliko njegovih novih dosežkov, ali kaj je bil na kolesu, ali kaj je spet šel v steno. In to so tisti trenutki, kar rečeš, se splača. Ena taka zgodba ti da energijo za nekaj časa, da lahko bojuješ naprej.